Pozdravljeni v oddaji Bled na dlani. Za uspešno turistično gospodarstvo so pomembni tudi inovativni turistični produkti. Obiskali smo Antimuzej Bled, ki je za mlade pripravil projekt Odpirač. Antimuzej, ki je na Bledu, je interaktivni naravoslovni in tehnološki muzej, ki od svoje ustanovitve leta 2016 skrbi za zanimiv program namenjen tistim, ki se navdušujejo nad naravo, njenimi zakonitostmi in tehnologijo. Začelo se je vse, ko je Anton Popov pred nekaj leti s selitvijo na Bled pripeljal tudi razstavo, ki naj bi spodbujala samostojno učenje. We are launching now, it's a daily program, weekly program starts, and it's for two categories of kids, from 6 to 10 and from 11 to 15. That's a different level of tasks and different level of, let's say, attitude. Yeah? And it includes, besides the interesting things, it includes handcrafting, it includes the robotics with games, yeah? With help of Lego, for example. Yeah? It also includes the drawing and start your entry to research, because the research is a separate activity, but you have to know how researches are done. And young scientists will be offered how to make a research. Ker se v Antimuzeju zavedajo pomembnosti inovativnosti in različnih novosti, so v zadnjih 2 letih svoj program nadgradili z različnimi eksperimenti ter se na podlagi zanimanja odločili, da pričnejo s programom Odpirač. Zanimalo nas je, kaj je Odpirač. In čisto nova pridobitev je v bistvu Odpirač. Ja, se že zelo veselim. Eno delavnico tako smo že imeli, tako da se že veselim. 17.3. bomo imeli drugo, se pravi, zdaj bomo nadaljevali in tako v bistvu želimo tudi spodbuditi mlajše k tem, da v bistvu začnejo aktivno sodelovati in razvijati svoj potencial, tako da tudi spodbujamo to, da samostojno razmišljamo, da v bistvu poudarek na tem, da v bistvu radovednost te naprej žene in da imaš veselje pri tem, kar delaš. Otroci in tudi starejši bodo preko eksperimentiranja, pestrih nalog in razprav trenirali svoje sive celice in se učili drug od drugega, ter s tem razvijali kritično mišljenje. Kdaj in kako pa poteka program v Antimuzeju? Mi smo odprti vsak vikend ob 12. Pridejo ali najavljeni ali nenajavljeni gosti, lahko tudi kakšen individualni obisk, tako da če imam jaz čas, pa če imajo oni čas, se pa izmenimo in pa imamo tle vodenje. Tako da je prav lušten, ker tle v bistvu od začetka spoznamo nekaj eksperimentov in v bistvu znanje skozi vsak eksperiment nadgrajujemo in potem ponavljamo in na koncu v bistvu res nekaj novega spoznamo. Kakšni več, kakšni manj, ampak meni je fajn, ko pridejo družine, pa vsak nekaj doda, pa skupaj sestavlja celoto in mi je fajn, ko se debata razvije, pa jaz se kar umaknem, da družina se sama pogovarja o neki situaciji in potem drug v bistvu preseneti, kako znajo. In ja, tako meni je zanimivo biti tukaj vodič, tudi poleti, ko je večina, pridejo tudi turisti in potem, ker znam veliko jezikov, prevzamem tudi vodenje v nekem tujem jeziku. Lahko bi rekli, da je tukaj ful enih eksperimentov, enih naprav, ki v bistvu temeljijo vse na nekem izkustvenem učenju, a ne? Ja, seveda, ker v bistvu od izkustvenega učenja imamo največ, zato ker se tudi zapomnimo, da smo mi to naredili in potem se tudi to zapomnimo ne samo kot neko definicijo, ampak kot nek spomin, ki povežemo s čustvi, ki povezamo z ljudmi, ki so z nami bili in v bistvu si potem to lažje zapomnimo. Zdaj pa tukaj je tako interaktivno. V Antimuzeju smo spoznali robotiko preko Lego kock in drugih gradbenih elementov.
stimulativne igre, raznovrstna ročna dela in še druge stvari, reševali zanimive kompleksne uganke, spoznavali matematiko in fiziko na zabaven način ter raziskovali in delali skupinske projekte. In kateri so njihovi najljubši izumi? No, v Antimuzeju ste pa vi, dekleta, že nekajkrat bile, ti predvsem, a ne? Kolikrat si bila in kako je bilo takrat in kako je danes? No, jaz sem bila tukaj od začetka, ker še sploh ni bilo nič. Na začetku so bili pripeljani samo par eksperimentov. Zdaj je veliko več različnih iger, različnih eksponatov in je bolj zanimivo, kot je bilo prej. No, kjer eksperiment pa je vaju prepričal, da sta še enkrat prišle? Kjer vam je najbolj všeč? Meni je tisti top tamle ful všeč. Zato mi je všeč, ker ne vem zakaj, ampak zelo mi je všeč, ker ne vem zakaj. V glavnem je super, a ne? A kaj pa tebi? Meni so pa vsi zelo všeč in si ne morem izbrati, ker mi je najboljši. In more, let's say, science-related words, it's a linear electromagnetic accelerator, which throws away a piece of foil with a speed over 1 kilometer per second. Just for your understanding, if you leave from your workplace in 1 kilometer, so in 2 seconds you can come, pick up your wallet and come back. V Antimuzeju so nam zaupali, da bodo do leta 2019 v Lescah zgradili center za promocijo znanosti, ki se bo ponašal 40 metrov visoko piramido, polno znanstvenih čudes. Vsako leto obeležujemo Svetovni dan turističnih vodnikov. Ti so tisti, ki poskrbijo, da se prenašajo informacije o kraju. Če imajo veliko ljubezen do svojega kraja, tako kot jo ima Niko Rakovec, se ta ljubezen prenaša tudi na goste. Za nami je uspešna turistična sezona, nova pa že pred vrati. Pomembno vlogo pri predstavljanju turistične destinacije imajo tudi turistični vodniki. Niko Rakovec je lokalni turistični vodnik. Z njim smo se pogovarjali o poklicu turističnega vodnika, o izzivih, s katerimi se pri delu sooča in še o marsičem drugem. S turizmom ste se srečali precej zgodaj, začeli ste kot natakar, še vedno ostajate v turizmu. Vodite razne prireditve, pa delate tudi kot turistični vodnik. Kako bi z nekaj besedami opisali ta poklic? Po čem se razlikuje recimo od ostalih stvari, ki jih počnete? Zakaj je tako zelo poseben, da ste se odločili zanj? No, jaz res, kot ste dejala, v turizmu delam že dolgo let, najprej kot natakar, potem na raznih prireditvah kot moderator. Zaradi znanja tujih jezikov so me včasih prijatelji, ki so me poznali na Bledu, poklicali, da mi pomagaj pri mojih gostih, in potem sem se odločil, da če že pomagam, če že to delam, bi bilo fajn, da to delam na nekem višjem nivoju, in sem se prijavil na izpit za turističnega vodnika. In potem spletom okoliščin zaradi zdravstvenih težav sem svojo drugo dejavnost, kamnoseštvo, opustil in se res zdaj strogo orientiral na turizem. Tudi najprej sem nekoliko začel deloval s temi domačimi blejskimi agencijami, potem so mi spoznali tudi tujci, sodelujem tudi z Turizmom Bled, ko pri vodenju kakšnih novinarjev ali kakšnih drugih gostov, ki jih imajo oni, če sami seveda njihovi sodelavci nimajo časa, pa pokažem ta naš lep konec Slovenije. Ja, Bled je med turisti zmeraj bolj priljubljena destinacija. Zdaj, lansko leto smo beležili 1 milijon to nočitev, pa potem več kot 500 000 obiskovalcem na Blejskem gradu. Kako pa poteka neko klasično vodenje, ko gosti prvič pridejo na Bled, kaj jim najprej pokažete, kam jih potem peljete naprej? No, to je zelo odvisno, za koga, s kom delaš. Od določenih agencij pride že izdelan program in na hitro otok, grad, in potem grejo oni naprej. Od določenih agencij pa recimo dobim povpraševanje,
da jim sam sestavim kakšen program in tam jaz z veseljem vključim še kaj drugega, razen samo Otoka, gradu, mogoče Vintgar, mogoče kakšno čebelarstvo ali kmetijo Dornik, kjer jim pokažemo ta njihov etnografski muzej, ki je res nekaj avtentičnega, lahko rečemo, ker je to ena taka privatna zbirka, ne da je to neka od nekih kustosov, nekih muzealcev sestavljeno, ampak je res tisto, kar so v bistvu zbrali po vasi v svoji stari hiši, ki je stara čez 200 let in to shranili in zdaj prikazujejo kot res tisto pravo dediščino. Potem pa seveda zbleda včasih tudi kam ven proti Bohinju, Kranjski gori in še več. Kako pa se recimo turistično vodenje na Bledu razlikuje od ostalih, ki jih recimo vodite po drugih krajih na Gorenjskem, Radovljica, Žirovnica? V čem so izzivi, s katerimi se soočate recimo tukaj na Bledu? No, na Bledu je že nekaj problemov, recimo v sezoni zaradi same gužve. Včasih prideš na mlino ali kam drugam, ni pletne. Prideš na grad, bi želel gosta peljati v tiskarno, bi ga želel peljati v vinsko klet, pa tam že dva kolega stojita v vrsti, da bosta prišla na vrsto in potem je to treba nekako izimprovizirati, pa preskočimo, pa gremo v muzej, gremo. Dočim recimo Radovljica, še peljemo po Radovljici, približno urco in pol, se vedno najde prostor, kjer se lahko postaviš skupino in jim obrazložiš nagrado, pa recimo, če je 10 skupin in če bi 10 vodnikov s svojim glasom vsak svojim razlagal, bi bilo to en kaos, tako da se jaz probam zmeraj nekam umakniti na kraj, da me moji gostje slišijo, pa da s tem seveda ne motim drugih skupin. To je mogoče najbolj taka specifika. Kaj pa recimo po vašem mnenju mora pa imeti en dober turistični vodnik, da potem podaja prave informacije in da res ljudje odhajajo z nekaj več znanja o kraju, katerega so obiskali? No, jaz mislim, da je prva in osnovna stvar je, da mora imeti svoj kraj rad. Pa tudi svoj poklic. Če to dela samo zato, da bo zaslužil nek denar, potem ta storitev verjetno ne bo glih najboljše upravljena. Seveda tudi izobraževanje, ki ga tukaj izvajajo za lokalnega turističnega vodnika na tem področju Julijskih Alp in pa seveda še veliko more tudi sam obiskati krajev in prebrati, ker v tem recimo dvomesečnem izobraževanju dobiš tiste osnovne smernice, če pa hočeš kaj nadgraditi, se moraš pa sam s tem ukvarjati. Verjetno tudi nekaj retoričnih sposobnosti, pa mislim, da turistični vodnik ne sme biti blefer. Ker gostu moraš res podati tisto, če te včasih kdaj kaj vprašajo, pa ne veš, je bolj, da rečeš, da ne veš, kot da predajaš neke bučke in slej ko prej bo to se vrnilo ali v okviru neke pritožbe v agenciji ali pa te bo že ko eden pocukal za rokav, pa rekel, čakaj, to pa ni bil 15. stoletje, to je bil pa 18. ali pa 19. Ne? In tam pa izpadeš pred vso to množico, nek nevednež, mislim, da to ni prijetno, pa o tem se pa razve naprej. Ne? Svoje delo opravlja s srcem. Že pred leti se je preselil na Bled, takrat se je vanj zaljubil in ta zgodba še vedno traja. Bled je lep, kamorkoli pogledaš in mi se tega lahko, moram reči, da večina domačinov se tega zelo malo zaveda. Jaz verjamem, da je tukaj na Bledu kar precej ljudi v starosti, recimo moji starosti, ki še niso bili na gradu, pa živijo na Bledu dolga leta, niso bili na Otoku, niso bili na vrh Straže, pa še kje druge. In jaz moram tudi priznati, da je meni lepote Bleda, v bistvu sem jih cenil in poznal, ampak skozi ta poklic in skozi oči gostov, ki jih vodim okrog, sem ga začel gledati nekoliko drugače. In ga zato želim tudi gostom predstavljati, zato sem pred 4 leti tudi začel z iniciativo brezplačnega vodenja po Bledu, tako imenovani Free Tour Bled.
ki se odvija od maja do konca septembra. Vsak ponedeljek, sredo, petek se dobimo pred Park hotelom in gostje pač naključno iz apartmajev, iz hotelov, odkoderkoli pridejo, lahko pa seveda tudi domačini, ki bi rad kaj izvedeli, brez predhodne najave, pridejo na ta free tour in približno 1 uro pa pol sprehoda ob obali Blejskega jezera in razložim vse od Riklja, Prešerna do starih blejskih vil, tamle pred občino, pa otoku, gradu in še kaj. Tako da rad pokažem to tudi našim gostom. In kaj je tisto, kar očara obiskovalce Bleda? Mladi Irci so nam zaupali, da je to sneg. Madžarka se je zarekla, da smo kot v Disneylandu. Simpatične Beograjčanke pa so nam obljubile, da se vrnejo tudi poleti. Bled is very pretty. It's cold. The castle's really nice. We walked up there before, but yeah, it's really nice. We all love Bled. We had a big snowball fight up the hill because we don't really get snow in Ireland, so we like the snow. I love Bled. We came in the bus and we just thought it was so pretty and different from Ljubljana as well. And then the castle is so gorgeous. We love the view of the castle and we went upside. Yeah. I absolutely love Bled. I just think the scenes are fantastic. I love the snow as well. We had a bit of a snowball fight, but we don't have gloves, so that's a downfall. But yeah, it's so pretty here, but it's nothing like Ireland, which is good. I like the views here. They're pretty. In Ireland we don't have this at all, do we? No. Really like the castle. It's very pretty. I really like the castle and the beautiful scenery around Bled, and it's just captivating nature. I really like Bled because of all the views and the scenery. It's just beautiful here, and the castle is amazing as well. I think Bled is very magical, like a fairy tale, like a Disneyland movie. Disney film, sorry. Yeah. And it's the first time I come here to play, and I think it's just beautiful, especially coming in winter time, which is not many people, and you can enjoy the walk and the food actually. So it's very, very, very nice. Glad that we came. Thank you. Prelepo je stvarno, svi su srdačni, otvoreni, priroda je fantastična, prelepo. Žao nam je što smo došli sada, a ne kada je sezona, recimo proleće ili leto, ali verujemo i da je tada isto jako lepo kao i sada. Pletna je lesen čoln, ki ga poznamo vsi. Zgrajena je iz masivnega lesa in nekaj kovine. Ta obrt izdelave se je prenašala iz roda v rod. Anže Logar nam je zaupal, da izdelavo ene pletne potrebuje tam nekje od 450 do 500 ur dela. Več v prispevku. Je način življenja, mi večkrat pove Anže Logar, inženir lesarstva in eden redkih, ki se ukvarja z gradnjo premične lesene kulturne dediščine. Obiskali smo ga tam, kjer preživi večino svojega časa, v delavnici na Mlinem, obdan s svojimi čolni. Rasel sem gor tukaj na Bledu, ob jezeru, s starim očetom, tako da on je delal te barke in potem kasneje, ko sem zaključil srednjo šolo in pa fakulteto, sem videl, da je ena taka, bi rekel, vrzel nastala, je veliko pomanjkanje na področju gradnje teh lesenih bark in sem se odločil, da bom ta svoj hobi spremenil v poklicno ustvarjanje. Tako da tukaj tradicija na Bledu je prisotna, gospod Polak dela veliko teh pletnerjev za lastne potrebe in tudi ogromen barke, ki jih je bilo treba vzdrževati, tako da ta odločitev ni bila prav težka. Delavnica je razdeljena v več prostorov. Sprehodiva se skozi vsakega izmed njih, Logar pa mi ob tem razlaga o svojem delu. Kmalu mi postane jasno, da ne gre za običajno delavnico in le nekoga, ki pač izdeluje čolne. Gre za človeka z vizijo, za nekoga, ki točno ve, kaj je njegovo poslanstvo. Moj cilj ni samo, da bi stare barke popravljal, ampak te konstrukcije, ki so znane, jih poskušamo toliko spremeniti, da je nam lažje
za vzdrževanje naprej in pa potem tudi za stranke, da so ti servisni intervali podaljšani, da ni treba tako pogostokrat priti sem. Se pravi, neki so kvalitetnejši materiali, ki so danes na voljo v primerjavi pred leti nazaj, pa tudi drugačne sorte konstrukcijskih rešitev, ki nam omogočajo boljše konstrukcije. Za vas je zelo pomembno, da to svoje znanje pridobljeno prenašate tudi na mlajše generacije. Ja, seveda, jaz mislim, da je to en velik smisel vsega tega, zaradi tega, ker je dediščina zelo zapostavljena in je potreba ohraniti. In en izmed načinov je, da potem ne skrivaš tisto malo znanja, ki ga imaš, ampak da ga deliš z drugimi in na ta način se potem tudi učimo naprej. Se pravi, več kot nas je. Smo tukaj zdaj tim 5 lesarjev po profesiji, v glavnem se ukvarjamo z gradnjo bark in tako delamo take zadeve. Se pravi, znanje prenašamo na mlajše, od njih se učimo in tako gre zgodba lepo naprej. V podjetju izdelujejo tradicionalna lesena plovila in skrbijo za različne tipe čolnov. Vsakdo, ki prvič pride na Bled, se seveda mora peljati z blejsko pletno. Tradicionalni čoln, katerega konstrukcija se je skozi zgodovino le malo spremenila. Logar za kompletno izdelavo blejske pletne potrebuje okoli 600 ur. Noter je vključen tudi delo preko pomočnika, ki so deske dolge 8 metrov, sama konstrukcija je dolga 7 metrov, nekaj čez 7 metrov in jasno je, da to ne moreš sam skupaj držati pa še graditi. Zato je nekje 350 ur potrebnih za samo gradno barke, enih 50 ur pomoči pa 200 ur za površinsko zaščito, ki je pa ključna pri takem izdelku, ker novi izdelki so še surovi in niso bili še nikoli polakirani in je potrebno je globinsko impregnirati, pa potem polakirati, da zaščitimo les in da zagotovimo dolgo življenjsko dobo. Pletne in vsa ostala lesena plovila prisotna na Bledu in v okolici so zgrajena iz macesnovega lesa. To je naš visokogorski macesen, ki ga imamo veliko, tako da imamo par kmetov, ki imajo svoje gozdove in skrbimo za konstantno dobavo kvalitetnega macesna. Gremo skupaj v gozd, ga posekamo, opravimo primarno konverzijo lesa na žagah, za kar potrebujemo razne elemente od desk do plohov ali pa še tudi kakšnih posebnih dimenzij in dolžin. Tako da pa se pa to suši par let in pa imamo stalno na zalogi nekaj kubikov tega materijala. Ker mi ne potrebujemo veliko, ampak zelo kvalitetne lesne. Le vrhunski materiali in vrhunska izdelava pripeljejo do željenega izdelka in trajnejše konstrukcije. Vsi, ki tukaj delamo, imamo radi to delo. Ni pa locirano samo na to mojo delavnico, ampak sodelujemo tudi z Alešem Žmitkom v Bohinju. Gospod Polak nas tudi večkrat obišče, on je največja avtoriteta na področju gradnje lesenih plovil tukaj pri nam, ker več kot 60 let že to izdeluje. Tako da so občasna druženja tudi zanimiva, ker so prepletena z zgodovino in pa tudi z novostmi, ki jih tukaj danes delamo. In potem se primerja, kako so delali včasih in danes. Tudi obnova pletne danes poteka drugače in predvsem dlje kot pred leti. 25-20 let nazaj je bilo ta posel obnove bark zelo hitro zaključen, ker je bilo treba hitro spraviti barko nazaj v vodo, tudi ni bilo posvečen toliko energije za obnovo. Danes pa za obnovitev celotnih površinskih sistemov, ker ni samo to en lak, ampak so sistemi, podlaga, premazi, potrebujemo od 120 do 140 ur na barko. Se pravi, da jo očistimo, pobrusimo, 5-krat polakiramo in 5-krat pobarvamo. Lakiramo te svetle površine, kjer je vidna struktura lesa, barvamo pa te podvodne dele, ker nam te pigmenti v barvi nudijo še boljšo vodno zaščito, da se les ne zmoči tako hitro. Časovno je pa nekje 1 mesec traja, da se ena barka obnovi, zaradi tega, ko mi barko dobimo v delavnico, jo moramo očistiti, pa obrusiti, potem nekaj časa mine, da se les presuši, da dobimo dobro suho podlago, da se barva gor prime, pa začnemo lakirati, aplicirati te nanose barv in lakov gor. Na koncu se pa sestav, nalep se nazaj ta identifikacijska unikatna številka od posameznega plovila, ki je v bistvu jo izdaja
občina Bled kot neka vinjeta, da lahko voziš po Blejskem jezeru. To je tudi tisto ključno pogojeno z odlokom, kjer je omejenih 23 plovil in lepo 1 leto brez težav zdržine. Taka barka. Plovila servisirajo in obnavljajo v drugi delavnici v Spodnjih Gorjah. Trudijo se, da vsako pletno vsako leto vzamejo na remont. Vsaka pletna je unikaten izdelek in ni serijsko izdelano plovilo. Recimo, če gledamo skozi zgodovino od 4,5-5 metrov dolžine do današnje 7 metrov in tudi nosilnosti in tudi življenjske dobe. Vsaka pletna, ki je primerno vzdrževana, zlahka doseže 30 let življenjske dobe. Veliko vloženega truda in energije zahteva to delo. Kdor se le malo spozna na plovila, opazi vsakršno malenkost. Te razlike so vplusne, ker če bi vse barke popolnoma enake, vsi popolnoma enaki, bi bilo bistveno bolj monotono in je ta, bi rekel, folklora blejska bolj zanimiva. Prav razlike nas delajo posebne. V želji biti vedno boljši, ohranjati tradicijo, predajati znanje in izkušnje ter delo opravljati z ljubeznijo, ima Anže Logar v mislih še veliko idej. Cilj pa je, da se vzpostavi nekje en center, kjer bomo imeli ustrezne pogoje, da bomo lahko tudi drugim gostom, ki pridejo tukaj na Bled po okolico, pokazali, kako se gradna bark dela, ne kot nek konvencionalen muzej, ampak živa stvar, kjer se dogajajo dinamične stvari, se gradne izvajajo, obnavljajo se barke in tako naprej. Taka lepa stvar. Mi upamo, da se cilji uresničijo in da bomo Logarja in njegove mojstre z ekipo naslednjič že obiskali v novi, večji delavnici, kjer nas bodo popeljali skozi muzej lesenih plovil. Tako pa smo pri koncu. Naslednjo oddajo si lahko ogledate v aprilu, ko si bomo skupaj pogledali, kaj je novega pred začetkom turistične sezone. Pa se vidimo!